Vidite, zakaj je treba to narediti, preden začete snemati? Ker to je bilo na zobih, pa bi mi spet komentirali, koliko imam šminke na zobih. In parkrat, ker ne zgine. Zdaj me pa cele roza roke, pa spet komentarji na to. Reči ga moj troke. Kako čudno mi stojijo lasje danes, je. In ste odsedno popravljati. Živijo punce, spet je sreda, spet sem z vami in danes bom govorila o svoji luknji. Ja, priznam, totalni clickbait, ampak govorila bom pa zares o svojemu piercingu v jeziku. Sem že posnela enkrat ta video, ampak sem htela, da je dosti preveč na dolgo, ker pozneje, ko sem pogledala vaše vprašanja, ko sem jih zastavila na Instagramu, sem htela dejansko bi že vse pojasnila z vašimi vprašanji, oziroma z odgovori na njih. Tako sem se zdaj odločila iti kar po tej poti, tako da kar gremo. Bilo vas je kar dosti, kar ste spraševali. Bom pa šla kar od začetka. In sicer, ali je bolelo, ko ste tega dajali not? Ne, sam moment, kadar mi ga je not dala oziroma preščipala oziroma naredila luknjo, kakorkoli bi rekla, ni niti malo bolel. Zadeva je tudi taka, da pred samim postopkom ti jezik omrtvičijo, kolikor toliko, zato sem se jaz tudi dosti slinila, verjetno zdaj vidite posnetek, ki je okoli. Sem se dosti slinila med samim posnetkom, ker nimaš kontrole oziroma ne čutiš ustanc. In pri meni je še to se zgodilo zaradi vse te sline, je mogla večkrat mi narediti križec s flomastrom za jezik, ki je pa dejansko prebodla. V enem momentu, ko sem jaz pogledala kolegico, ki je to snemala, pa je tako zelo sniki zamenjala iglo oziroma flomaster za iglo in mi so prebodla, ker je v človeški naravi tudi to, da ti, če veš oziroma če vidiš, da bo karkoli prišlo in ti hotela prebosti jezik, bo že nagonsko ga potegnil noter. Tako da kamorkoli si greš narediti, to hoče narediti čim bolj prekrito, kadar ne veš, da ti je to naredili, da jezika ne potegneš noter. In ja. Tudi jaz imam vprašanje in sicer, kako si se sploh odločila za piers, kako da ga nisi namesto v jezik dala primer v nos, kako so reagirali doma. Sem ga že imela v nosu. Jaz sem imela od 5. razreda osnovne šole pa do 1. letnika srednje šole piers tudi v nosu, ker je bil to edini piers, ki so mi ga starši v tistem momentu dovolili. Ni bilo neke posebne želje, ampak samo dejstvo, da sem si želela nek piers. Dejansko v jeziku pa sem si želela lik zaradi osnovne šole, ker v tistem momentu, ko sem jaz bila v osnovni šoli, je bilo zelo popularna ta cela sin, scena, napihnjeni lasi, vse rozasto. In ena punca, ki je meni vzor in ki verjetno zdaj gleda ta video, je takrat prišla mimo in imela piers v jeziku tak fluorescent in od tistega momenta sem se zaljubila v ta video in sem rekla, slej ko prej ga bom imela. Sem prišla domov in povedala staršem, da sem se to odločila, to želim in pač citiram svojo mamo. Draga moja, dej si ga v jezik si ga ne boš. Pol naenkrat pa sem imela 18 let, minilo je že kar nekaj let od tega oziroma 20, kar sem si šla narediti tam nekje. Tako da nisem več rabila njihove potrditve, sama sem si financirala, plus bila sem 250 km stran. Nisem imela dejansko nobenega vpliva, ker tako sem vedela, da to delam svojemu telesu, tako da nisem imela kaj dosti besede pri tem. Edino vem, da potem, ko sem si ga naredila, sem mami poslala sliko, ona je sprva rekla samo ne, da si ne bi slučajno ga naredila, da je to ven in ne vem kaj, ni verjela, da sem že naredila. Tata praktično ni opazil, oziroma je samo rekel, da je bolelo, sem rekla ne in to je bilo to. Še eno vprašanje, če me je bolelo. Mene še najbolj, kar me je tako zaskolelo, oziroma da je bila neprijeten občutek, je bil potem, kadar ti ona da tisto plastiko noter, je pol dala to, kar imam jaz trenutno noter, to žičko, ali kakorkoli bi se rekla, je dala skozi, to malo čudno zgleda, je dala skozi tisto kovino. Tako da je pol to pobrala dol in sem že imela takoj direkt to palčko. Samo, kadar sem prilukla, ni bolelo, ker gre prvo samo z neko tako tubico plastično. Tisto je malo zaskelelo, ampak definitivno manj, kot pa kadar se ugrizneš v jezik ali pa kaj podobnega. Kar je bila malo večja bolečina oziroma malo bolj zaskelelo, je bilo samo, kadar so skozi tisto tubico dali dejanski piers, ki ga skelelo se vidi mogoče tudi na posnetku, da mi je malo solzica prišla pri strani, ampak kakor se vidi na posnetku, sem se tudi smejala zraven, tako da ni bilo nič kaj tazga, samo kakor pač, da bi zaskelelo, kakor vsak drugi piers, ali v uhu, ali v nosu, ali kjerkoli drugega, ker te tisto sekundo zaskeli, to je pa tudi to. Kje si ga delala? Sicer, kadar sem si ga šla delat, me je prosila punca, ki mi je to naredila, da je ne omenjam, da ne kažem posnetka, tako da bom probala bolj tako narediti vse skupaj. Sem ga pa delala v Mariboru, na Pobrežju, v bližini nekega fitnessa. Upam, da sem dovolj povedala, pač vse imate Google skills, da ste vedeli, kjera je. Si morala kaj paziti, kaj ješ, ko si ga naredila? Ja, prvi teden potem, kadar si ga narediš, moraš paziti, da ne ješ toliko mlečnih izdelkov zaradi vseh bakterij, ki so lahko noter.
da ješ samo tekočo hrano, moraš paziti, da če že kadiš, da zmanjšaš, da nimaš oralnih spolnih odnosov in da se ne poljubljaš, ker vse to je lahko raj za bakterije, ker v tistem momentu jih pa hočeš čim dlje dajati in ja, tudi vroče hrane, naprimer, ni fajn. Tako da malo moraš paziti, ampak jaz če pomislim, sem že en tretji dan jedla pico, tako da tudi toliko hudo ni. Ti je žal, da si ga naredila, niti malo. Dejansko niti en dan, odkar sem si ga naredila, do zdaj nisem obžalovala. Tudi tiste momente, kadar sem imela še ta dolgo palčko noter. Če ti slučajno kaj zateče, ampak pri mene niti to ni bilo potrebno, kakor sem rekla prvič, oziroma se mi zdi, sem rekla prvič, sem si ga šla krajšati že po 2 dneh, ker ni bilo nič pri meni, ne zatečeno, da nič. Kakšna negativna stvar glede piercinga? Jaz osebno je nimam, mogoče edino to, da mama enkrat, kadar je jedla kosilo, sem jaz v bližini nje zazehala, pa je skoraj bruhala, ker je ne toliko nagrusno. Ampak drugače pa kar zna biti negativna stvar, če se ne pozanimaš, komu greš, oziroma če ti ga nepravilno dajo noter, zna biti neke komplikacij. Prva in najbolj pogosta je ta, da ti dajo piercing malo preveč naprej in posledično, kadar imaš v sproščenem stanju v ustih jezik, ti lahko drsa v dlesen, ti potisne dlesen malo dol, zob postaje majev in slej ko prej ti ven izpade. To je opcija. Zato res pazite, kaj se greste delati, ker če ti ga dajo malo bolj naprej, si znaš zobe uničiti. V mojem primeru je sreča taka, da mi ga je dala tukaj nekje, tako da ni niti blizu, kadar imam zaprta usta v sproščenem stanju, ni niti blizu dlesni, sem pa slišala že za ogromno primerov takih. Drugo, kar je, če imaš ogromno žilic, ti zna prebiti žilico in moraš pa na urgenco iti in ni lih lepa zadeva. Ampak to je spet, kar sem govorila o ustih, pomembno je, komu greste narediti raziskavo prej in da dejansko veste lahko zaupate taki osebi, da ima že nekaj let izkušenj in vse to. Pa potrebno znanje, seveda. Kaj si se odločila za piercing ravno v jeziku? Kakor sem povedala prej zgodbo, osnovnošolska ena punca ga je imela noter in sem si zelo močno želela in od tam je izverila želja, potem 5-6 let pozneje, več, v drugem letniku faksa oziroma začetku 3. Pa se je spet rodila želja, po tistem sem videla še sestričo njeno najboljšo kolegico doma in je bila želja tako močna, sem bila, ja, zdaj pa grem, ni druge. Koliko stane delanje piercinga in piercing? Pri meni je bilo tako, oziroma pri tej, kar sem šla, da kadar si narediš pri njej, oziroma če si narediš pri njej piercing, dobiš prve kuglice tudi zastonj zraven. Jaz sicer od takrat sem si ga samo enkrat menjala. Prvič se mi zdi, da sem imela neki poseben kromo efekt. Cene natančne se žal ne spomnim, sem šla zdaj googlat. Se mi pa zdi, da je bilo nekje od 35 do 45 evrov. Tam se povsod gibajo po celi Sloveniji, se mi zdi, da so cene tam nekje. Bi pa raje rekla pri tej zadevi ne gledati na ceno, pejteh nekomu, ki kvalitetno dela in kakor se neka ima izkušnje v tem. Ok, zdaj za naslednji 2 vprašanji, kar sem bile kar pogoste, uporabila Matjaža, tako da Matjaž? Ja, punce. Ok. Govorimo o piercu v jeziku, tako da prvo vprašanje, kako se poljubljati z osebo s piercem v jeziku? To ni oseba, to je moja pikica. Kaj? Dej, no. Isto je, ker se poljubljamo s konicami v jeziku. Ok, ja, to je pa res, ja, pač nisi pač malo. Ok, in druga stvar, kar jih zanima, to je bilo pa kar pogosto vprašanje, kakšen je občutek med oralnim seksom? Kar, če ne veste, to je bil prvotni namen pierca v jeziku. Ne počnemo tega! Ok, isto je. Ja? Ok, hvala. Isto je, kot je bilo prvič, ko sem igal. A jaz sem že vas skozi piercing, odkar te poznam vrhunsko. Torej, ja, to je njegov pogled. Ja, z Matjažem nisva, odkar sem se rodila. V tistem času, kar sem si šla narediti piercing v jeziku, sem imela drugega spolnega partnerja. Tako da na začetku sem bila tudi jaz radovedna. In pa je, da je rahlo drugačen občutek, da je malo več... Pa je, da je malo več stimulacije že na začetku, da se po žilicah malo bolj čuti tako vinski. Sicer je potrebno dosti vlažiti, če boste oralno spolnost prakticirati, dosti bolj vlažiti, dosti več sline uporabiti, ampak je, da je ful boljši občutek. Ne znam pa povedati, ker pač sama sebe ne morem. Še ena sprašuje, kaj si ga šla delati. Ne smem povedati, je pa v Mariboru, na Pobrežju, v bližini fitnessa, nad fitnessom. Google it. Ker jaz si ga tudi hočem iti delati in sem šla že večkrat vprašati, če mi ga naredijo, pa so posod rekli, da imam preveč žil v jeziku in da mi ne morajo narediti, ker bi skrvavela, če mi ga ne iti. Ja, tudi meni, kadar sem šla prvič, dejansko sem hotela iti v center Maribora, ker 2 v Mariboru sta najbolj poznani, da to delata. In jaz sem hotela iti v center, tisti prvi, in to prvo mi je isto rekla, dam to žilico, oziroma to kožo,
dosti preveč naprej, da bi mi ga lahko naredila, da imam preveč žil in mi je rekla, da ona je samo 24%, da bi mi ga lahko naredila in ona, če ni 100%, se raje ne loteva. In mi je rekla, lahko ti dam kontakte od drugih, če bi oni se odločili, ampak da ona noče, ker ni 100%. Mi jaz v tistem momentu sem mislila, nikoli ne imela piersa, to je bila tudi cela zgodba okoli tega, če vas zanima, mi jo napisala spodaj ali pa v drugem videu, naredila cela zgodba okoli tega, sem mislila, da ne bom naredila piersa, ampak kljub temu sem se nekako pobrala in sem nekaj, gremo vsaj še eni osebi vprašati, ker če je bila ta oseba 24%, zna biti, da pri naslednji bo šlo skozi in je šlo skozi, ampak ja, če ti pa si šla k večjim in so ti vsi rekli, da se ga ne narediti, pač ne žrtvovati svojega zdravja zaradi tega, kar verjami mi, da pri 50-ih verjetno nobena od nas več ga ne bo imela noter. Na dolgi rok se ti ne splača. Kdaj si dala prvi gel piercing in koliko jih imaš? Prvič, to misliš prav kjerkoli piercinga, se to šteje v tuhanju v uhih, ker če tudi v uhih pojma nimam, ker sem bila že otrok, so mi starši, enkrat ne vem kdaj. Potem sem si ga dala delati še v nosu, v 5. razredu osnovne šole, sem ga nosila do 1. letnika srednje šole in v jeziku sem si ga dala delati 2 leti nazaj in trenutno je edini, ki ga nosim občasno, ampak res enkrat na leto imam tudi v uhih kakšnega, drugače pa samo v jeziku. Še eno od vprašanje je bilo, če me piers moti pri hranjenju. Ne, niti na začetku, mogoče na začetku, ampak samo zaradi dejanske palčke. Ne toliko zaradi piersa, ker je bila toliko dolga, da sem mogla na stran si dati hrano in grist, ker nisem bila navajena. Zdaj pa dejansko nič ne občutim, niti kadar jem, niti nikoli. Edino vem, da na začetku me je malo motilo, ker je bila tako dolga palčka, da kar sem jedla zelje, se mi je ovilo okoli piersa, ful ni sexy picture, I know. Se mi je ovilo okoli piersa, ampak to je bilo na začetku, ker je bila tako dolga palčka. Kdaj sem si ga dala delati? Delati sem si ga dala približno 2 leti nazaj, oziroma bil je tisti januarsko izpitno obdobje. Imam tudi vloge gor prvega tedna, potem, ko sem si ga naredila. Ali te kdaj ovira pri izgovarjanju kakšnih besed? Ne, vidiš, da zelo hitro govorim, zelo rada govorim in ogromno govorim in nikoli me ne nič ovira. Dejansko ga sploh ne čutim, tako na dnevnih bazah. Je konoska, kako je tukaj, ga pa ne vidiš. Tako nekako je sploh s piersom, imaš ga, ampak ga ne občutiš. Se ti je kdaj zagnojilo v nelo ali si imela kakšne komplikacije? Ja, verjetno bom zdaj tudi dala slike okoli. Pri meni je šlo to narobe oziroma ne narobe, ni bilo nič tazga, ampak zaradi tega, ker sem že drugi dan, oziroma pa 2 dni si ga šla malo krajšati, sem si ga skrajšala mogoče za milimeter preveč in je nekoliko se vnelo, oziroma rato je kot nek žulj, ker zvečer se vseeno toliko minimalno zateče prvih nekaj dni, da mi je primlo skupaj tudi jezik in se je naredil kot mali žulj, ampak to je zginilo da je v roku enega tedna, maksimalno še to preveč. Kadar sem jedla enkrat, je pač šla zraven kožica, ker je bil kar nek navrajen žulj. Ti je žal, da si ga naredila, niti malo. Kakšen je bil odziv domačih, ko si povedala za piers? Ja, prvi moment sem že povedala. Se zavedamo vsi, da je moje telo, da sem polnoletna, da sem ga plačala s svojim denarjem in kaj dosti, pač se nisem obadala niti s tem. Kaj je z zobmi? Nič, tukaj so. Ne, zapakam, pač z zobmi sem tudi že povedala stanje. Baje ti lahko poči zob, ja, se zgodi pač dosti bolj občutljiv lahko rata, ker če ti dlje se nos potisne, se zna dosti stvari zgoditi, ali da ti izpade ven ali poči ali karkoli. Ok, to je to. Upam, da vam je ta video vsaj malo pomagal, če se odločate za piercing v jeziku ali pa če ste bile v dilemi, kakor reka tista ena punca, da imate žilice in vse. Če imate še kakršnokoli dodatno vprašanje, mi ga zapišite v komentarju, pravila čim prej odgovoriti. Ne pozabite, to soboto je tudi moj meetup, tako da imate samo še par dni, če se slučajno hoče še kdo prijaviti. Mes se bomo super govorili, bomo o make-upu, o YouTube svetu, o blogu, o sestankih, o vse, kar vas zanima. Tako da se vidimo. Ne pozabite všečkati tega videa, če mi je všeč, ne se pozabite naročiti, tako da ne zamudite naslednjega v sredo in se vidimo. Čau, čau!